Dobro jutro, drage gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v naši družbi in v novi premierni oddaji, v kateri boste lahko izvedeli kaj novega, se česa naučili in se z nami razvedrili. Vse to skupaj pa bomo zlili v merico dobrega. Je tako, Tomaž? Pija, pridružujem se tvoji trditvi in te prav lepo pozdravljam, prav tako pa lepo pozdravljam naše zveste gledalke in gledalce. Da ne boš v prvi oddaji sama, ti bom tokrat družbo delal jaz. V merici dobrega bomo odmerili najboljšo količino glasbenih točk, ki bodo razvedrile vaša ušesa in vam pomagale k lepšemu začetku dopoldneva. Vsak teden bomo na našem Facebook profilu objavili 3 glasbene videospote. Tam boste lahko glasovali za skladbo, ki vam je najbolj všeč. Izglasovano pesem bomo zavrteli ob torkovem jutru v naši novi oddaji. Skladbo na zadnjem mestu pa bomo zamenjali z drugo. Za ta teden smo izbrali prvo pesem kar sami. Tokrat naj bo to čisto sveža skladba dueta Helene Blagne in Jasmina Stavrosa z naslovom Dajem brdo zlata. Kako in zakaj smo izbrali ravno to skladbo, pa izveste malo pozneje. Ako tvoje crno ko drugi poljubi, ja se bojim, nemam više što izgubiti. Ja ću dati koliko traže, da se vrati slatki vraže. Novci ne mogu da plate naše sate. Pođi sa mnom jer je fino, uz harmonike i vino. Ja ti nudim srce cijelo, ja nje bijelo. Čuvaj pravu ljubav da ne pobjegne. Nema te planine da me razdvoji od te miline. Nema dva života, sve je manje vremena, zato pusti dušo da te volim ja. Slatke vraže, novci ne mogu da plate naše sate. Pođi sa mnom jer je fino, uz harmonike i vino. Ja ti nudim srce cijelo, ja nje bijelo. Dajem brdo zlata, da mi staviš ruke oko vrata. Da me jutro u tvom zagrljaju zatekne, čuvaj pravu ljubav da ne pobjegne. Nema te planine da me razdvoji od te miline. Nema dva života, sve je manje vremena, zato pusti dušo da te volim ja. Ruke oko vrata, da me jutro u tvom zagrljaju zatekne. Čuvaj pravu ljubav da ne pobjegne. Nema te planine da me razdvoji od te miline. Nema dva života, sve je manje vremena, zato pusti dušu
Da pa začnemo merico dobrega počasi polniti, bomo vsak teden dodali tudi nekaj kuharskih minut. V ravnokar predvajanem videospotu ste lahko poleg nastopajočega dueta opazili še prekrasen ambient, ki je bil posnet na Dolenjskem, v hotelu Tri lučke nad Krškim. Zgodba posestva na Sremiču se je začela daljnega leta 1874, ko so prvi lastniki, brežiški grofje Atemsi, na tem mestu zgradili veliko leseno vinsko prešo, ki je bila pozneje razglašena za kulturni spomenik. Več kot 100 let je imelo to posestvo le vlogo prešnice, v kateri so stiskali grozdje. Po letu 1985 pa je zaživelo kot gostišče Tri lučke. Po pripovedovanju domačinov naj bi ime gostišča Tri lučke predstavljalo 3 svetilke na terasi, katerih svetloba se je videla vse do Krškega. Gostišče je v tem času pridobilo svoj sloves in posebno mesto med okoliškimi prebivalci, ki še danes radi obujajo lepe spomine. Gostišče Tri lučke je bilo prepoznavno po okusni in domači hrani ter kakovostnem osebju, ki je vedno poskrbelo, da so bili gostje zadovoljni. Z novim lastnikom Tri lučke po nekaj letih premora so znova zaživele. In vodja restauracije tega krasnega hotela je danes naš gost. To je gospod Dejan Mastnak, ki z našo Stašo na terenu že pripravlja nekaj dobrega. Staša, povej, kje se nahajata in kaj dobrega kuhata? Dobro jutro iz Vežnice, idiličnega mesta. Pridni smo že, kuhamo. Naš mojster, kuharski mojster, Dejan Mastnak, je že pripravil marsikaj. Kaj nam bo pa danes kuhal, bo pa povedal kar sam. Dobro jutro. Danes bomo pripravili krškopoljskega pujsa. Prihaja postni oziroma pustni čas, kjer se bomo lepo namastili z pujsom in prišli v post vse do velike noči, tako da danes krškopoljc z prilogo, se pravi ocvrto polento, sladkim krompirjem, naravno omako in pa mečken domačega čatnija, to je nekakšna marmelada, tako da jaz predlagam, da kar gremo k delu, ne? Tako, kar naprej. Takole, Tole je krškopoljski. to je krškopoljski pujs, hrbet brez kosti, kar pa je značilno, se pravi ta maščoba, ki je na hrbtu, zdrava maščoba, ne, tako da, ki da tudi pristnost okusa tega pujska. Ja, ta je pa res poseben. Tako. Avtohtona sorta. Tako, iz Krškega polja, naša restauracija prihaja iz Krškega, kot smo že prej slišali v uvodni predstavitvi, tako da meso nič ne tolčemo, lepo ga začinimo samo z soljo in pa poprom. Bo ostalo mehko? Seveda, zdajšnje tehnike priprave narekujejo tudi pečenje mesa, tako da je nekje sredinska temperatura med 54 in 58 stopinj. Seveda to meso ni surovo, naj povem za gledalce, ohrani pa večinoma soka in pa tistih snovi, sočnosti, ki jih želimo na koncu imeti na krožniku. In ta pravi okus. Definitivno. Začinili bomo še mečken z gorčičnimi semeni, koriandrom, kuminom in pa svežim timjanom za boljši okus. To zadevo pa bomo namestili samo na maščobni ovoj. V možnarju lepo začimbe stremo. Bolje, da je svež. Kajti z svežimi zelišči pridobimo mnogo več teh okusov. Takole, da gledalci lažje vidijo. Tudi barvna lepa kombinacija. Takole povaljamo po obeh straneh. Tako. In tako. Zdaj se bomo pa kar lepo
preselili k štedilniku zaradi časa pečenja steka. Predhodno smo že ogreli ponev rebrasto. Priporočam, da je zelo vroča ponev, da meso lepo zakrkne in ohrani svežino tako sredini. Takole. Mečkem temperaturo pojačam. In to bomo popekli nekje 5 minut na vsaki strani, potem bomo meso še malo počili, da se sokovi umirijo in gremo potem na kroge. Še kaj pripravili? Zraven bi pa predstavil še današnje priloge. Za prilogo sem izbral polento. Se pravi, jaz sem je že predhodno skuhal, nalil v pekač in ohladil, zrezal na kocke in spaniral po dunajsko. Takole, zraven je potem še sladek krompir, zopet eno čudovito živilo, ki je tako primerno za vegetarijance, za vegane in pa kombinacija k mesu. Dejansko je to sladek krompir, ki je samo kuhan in potem zmiksan, da dobimo tekočo kremo. Zraven še pečeno korenje in pa v restavraciji pripravljamo tudi takšno marmelado oziroma sladko-kisli džem. Je narejen pa iz jabolka, šalotke, buče, tako zelo tak bogat okus. Tako, in mislim, da se bo krasno podal k jedi. Pa mečken okrota bomo še dali, da bo jed popolna. Da malo popestrimo. Tako, tako. No, vsekakor pa insistirate, da so sestavine bolj domače, lokalne, kaj ne? Trudimo se, se le da. Če se le da, raziskujemo prostor, v katerem delamo, se pravi, da navežemo stik z lokalnimi pridelovalci, naj bo to iz mlečnega sektorja, se pravi mleko, siri, potem zelenjava, mesni izdelki, v končni fazi tudi potem vino, odličen kozarec vina, potem zraven taki hiti paše in mislim, da je prav, da se lokalna skupnost poveže, da smo skupaj na barčici in ima vsak nekaj od tega. Imate stalne dobavitelje? Ja. Mislim, da je tudi to neka osnova za, bom rekel, dolgoročno delo. Ker potem tudi človeka spoznaš, večkrat gremo tudi potem na polje tam, kot zadeva raste, v vinograde, v hlev, skratka, da vidiš. Sledljivo, kje je žival in potem gostu poveš pravo zgodbo. To se mi zdi, da je zelo pomembno. Ja, mislim pa, da tudi gostje to prav želijo nekaj takega. Glede na tip restauracije, kateri smo oziroma kaj želimo v prihodnosti doseči, mislim, da je to zelo pomemben podatek, da gost ve, da te začuti. Ker tudi potem, ko probaš jed, se to čuti na živilo. Je to korenje res domače, je to korenje iz Španije. Vemo, da tudi letni časi in pa vremenski vplivi delajo svoje, ampak se potrudimo, da dobimo. Pa se gostje tudi vračajo, verjetno, ko enkrat poskusijo in preverijo vašo kvaliteto. Tudi to si želimo, oziroma se trudimo, pokazatelji so dobri. Tri lučke so bile vedno znane po dobri hrani, odlični postrežbi in to tradicijo želimo izkoristiti in pa nadaljevati. In mislim, da z ekipo, ki je sedaj formirana, da znamo to doseči. Ja, vemo, zakaj so tri lučke, ne? Ampak jaz mislim, da je pa četrta lučka pa kuhar. Tri lučke so zaradi tega, ker ja, tri luči so svetile in svetijo še danes. In ko se v poznih večernih ali pa nočnih urah peljete iz Krškega proti Sevnici in če se ozrete na levo ali desno stran, odvisno s katere strani prihajate, svetijo na Sremiču tri lučke. Ja, ampak vi ste četrta. Ne.
3 lučke pa sestavlja tudi ekipa, to je poleg mene še hišni somelje Slavko Gorenc, odlični natakar, prijatelj, dolgoletni sodelavec, in pa Aljaž Novšak, ki je kot vodja kuhinje v naši restauraciji člen, nepogrešljiv, tako da jaz sem ena lučka, Slavko druga, Aljaž pa tretja. Kako dobra ekipa vsekakor. To je pa tudi, mislim, da brez tega pa ni sploh, ni moč začeti takšnih procesov dela, ker to je delo 8 ur, ko smo skupaj kar po 10 ur na dan ali več, se moramo zelo dobro poznati. Bistvo pa je, da pač imamo radi gostinski poklic. Pa tudi vam se že izkušenj kar nekaj nabralo. V teh 25 dobrih letih, kar se podim po kuhinjah, mislim, da je kar nekaj lepih, včasih manj lepših trenutkov, ampak v bistvu so lepi trenutki. Jaz predlagam, da kar greva pogledati. Ja, da ne Tole? bomo. Ja. Več hudega, če se kadi, mora se kaditi, takole, da se lepo zapeče. Ker gospodinje se ponavadi bojimo, če se kaj kadi, da bo kaj narobe. Nič ne bo narobe. Ja, lepo izgleda. Zmanjšali. Tako, zraven bomo postregli tudi naravno omako, ki jo pripravljamo. Takole. Tudi timjan. Mečkin timena. Ja, to so neka zelišča, ki takole lepo prezimijo zimo in jih lahko potem tudi uporabljamo za obogatitev omak. Tako, pogledamo. Lepo, razvito. Meso in mora imeti skorico, ne? Se pravi, da se peče, ne duši oziroma kuha. Ne? Tako. Sočnost je pa v sredini. Tako. In pa nikar ne prebadajte mesa z vilico, ampak ga lepo nežno primete na spodnji konec, ga obrnete in Ja, dober nasvet za gospodinje. definitivno. Tako. Sedaj predlagam, da se spravimo še cvret polento. Polento, ki sem prej pokazal, ko smo panirali, jo bomo sedaj odsvrli. Tako. To mora plavati, a ne? Tako. Ja, to malo spominja tudi na pustne krofe, ker je tudi... Evo, asociacija, zelo dobra. In je prav, da se stvari sučejo okoli tradicionalnega slovenskega pustnega časa. Tako. Torej za omako že imamo tudi pripravljeno. Tako, omaka je pa pripravljena iz pujsovih kosti, ki smo jih popekli, dodali zelenjavo in potem lepo kuhali. S pečenjem kos dobi rjavo barvo in potem to sled pusti tudi na omaki. Takole. Zelo pomembno je, da tega pujska pečemo tudi po maščobi, da se maščoba, kar je, da se malo posedi. Seveda, da se razporedi. Tako. Kaj pa ta stran, ko imamo gor začimbe, bo ostala taka, kot je? Tudi bomo večkrat zapekli. Tudi en tak dober nasvet gospodinjam, se pravi, priporočamo, da je meso, ki se lepo popeče, en takšen steak, kot je ta, 2 cm debel, pustimo počivati nekje 2 minuti. To pomeni, da ga pustimo na mir na deski, da se sokovi umirijo. Večje kosi, kot so pečenka, mogoče kakšen piščanc, pa tudi nekje 5 do 8 minut, da ostane. Torej, to moramo vedno upoštevati, a ne? Priporočljivo je. Da se zadeva umiri. Tako, tudi ta stran je lepo zapečena. Mora biti. Pa še naš domači. Tako, ta pujs je, vemo iz katerega predela
iz katerega hleva prihaja. In to je tisto, kar smo se prej pogovarjali, sledljivost samega mesa. Včasih še pridelano v Sloveniji pa ni ravno skovano. Ja, tole. Sedaj bomo pa pogreli še kremo krompirja in pa popekli ohrovt. Tole. Tole. Pravi, če vidimo oziroma krompir, sladek krompir kremo, zelo kuhamo do razgradljivosti, da se živilo začne razpadati in potem v mikserju oziroma v multipraktiko. Tako, značilna barva, zelo lepo oranžna, oranžno-rumena. Začinjeno je pa samo s soljo, poprom, dodano mečken masla, da obogati okus. In je zadeva lepo pripravljena. Tako. Pa ta krompir ima že sam svoj okus, zelo tako prijeten, tako da ga je sam treba še malo dopolniti. Tako, danes tudi želimo z pripravo jedi, da čim manj poškodujemo ta mesna vlakna. Takole. Sedem tega pujska lepo postavljeni šitek. Takole. In pa tem še popečemo korenje. Korenje je pa zelo enostaven proces oziroma priprava, tudi samo očistimo cel koren, začinimo sol, poper, dodal sem tudi koriander, ki je uporabljen tudi pri začinjenju mesa in se to v pečici peče nekje 40-45 minut v pekaču na 200 stopinj, pokrijemo z alufolijo in imamo lepo pečeno. Tole bomo mečkali na stran dali. Seveda. Tako, polenta tudi. Že skoraj. Pri polenti treba samo paziti, se pravi, ker je to dokaj debela rezina, da temperatura pride do konca v sredino. Pa spremeni tudi barvo? Zlato-rumena, skorica, noter pa ostane polenta lepo belo rumenkasta. Sestavljena je pa iz belega koruznega zroba in pa klasičnega koruznega zroba. Še eno priporočilo mogoče tudi našim poslušalcem, gledalcem, ko kuhajo polento, da uporabljajo klasični zrob, da kuhajo polento samo v vodi in pa dodatek mogoče oljčnega olja in pa zrob naj se kuha, polenta prava se kuha 1,5 ure ali več. Tako. Da se zrna lepo odprejo. Torej ni hitre variante, 2 minuti. Ja, v kuhinji nič ne smemo prehitevati. Takole, pogreli bomo še vrstični ohrovt in lepo zeleno in tako. oranžno. Ja, krožnik je zelo pomembna kompozicija tudi barov, vse se danes to dejansko upošteva pri potem sestavi posamezne jedi. Seveda, in za oko in za brbončice. Tako, najprej jemo z očmi, ne, potem šele poskusimo, čeprav se vse bolj gleda na okus, kajti potem marsikdaj razočaranje, se pravi krožnik lep, ampak ko pa probaš, pa ni to to. Tako. Omaka je lepo tekoča. Lepo, tako. Zarjave. Tako. To je že. Polentica malo še manjka. Da še malo zarumeni. Tako. In pa ko pripravljamo zelenjavo na maslo, vedno pazimo, da se maslo nam ne prežge, vemo, da maslo ne prenaša
velikih temperatur in Torej malo nižja temperatura, Tako. malo dlje traja, ampak pa zato Tako. tako, kot mora biti. in zopet ne pozabimo zadeve začinjati. Ja, solimo vedno že proti koncu, kaj ne? Tako, zdaj teren tudi, bom rekel, se zelo manj soli uporablja, sladkorja, tako da z našo piransko soljo, sol in cvetom lahko jedi dodatno na koncu si še oseba, gost sam dosoli po potrebi, če je pač ljubitelj večje količine soli, v glavnem pa se to z današnjimi trendi v kuhinji zmanjšuje. Ne. Ja, včasih so rekli, lažje je dodati, kot pa odvzeti. Se strinjam, definitivno. Takole, No, to je že. Ja, lepo izgleda. zlato rumena, Lepo je videti. tako, Tole damo tudi serveto od spodaj, Tako, da se- na to brisačko. Ja, odvečna maščoba, se nam lepo pije. pije. Jaz sem tule lepo pripravil sestavine, katere bomo uporabili pri serviranju jedi. Tako, O, lepo. naši gledalci lepo vidijo. Takole. To je zdaj katera faza, kaj bi lahko rekli? To je zdaj faza pred izdajo. Vedno, ko v restauracijah, v gostinskih lokalih se prične izdaja jedi, mora biti vsi potrebni materiali končani. Tako, zdaj gremo pa naprej. Da končamo jed. Tako. Mora biti krožnik pogled, ali je... Vedno serviramo na vroč, topli krožnik. Tako, damo eno žličko sladkega krompirja, polenta, tako, meso, Aha, zdaj ga pa narežemo. tako, zdaj bom pa lepo Lepo, lepa sredina. meso je lepo zapečeno. Kot sem dejal, gosti oziroma poslušalci, gledalci se naj ne ustrašijo rožnate barve. Tako mora biti. Tako mora biti. Seveda, če ne paše našim gledalcem takšen način priprave, lahko meso zapečejo bolj Po okusu. po okusu. Takole. Barve so ta prave. Barve. Sploh za zimski čas. Tako, barve nas vedno spravijo v neko dobro voljo. Tako, na koncu podlijemo še z naravno omako. Pazimo, da ne pretiravamo z preveliko količino omake. Dobro, ja. Tako, mogoče še malo Za za dekoracijo. dekoracije in jed je pripravljena. Ja, krasno, mislim, ja. Tako. A je že kdo kaj lačen zelo okrog, kaj pa bi v studiu? Ste kaj zavohali, pri nas krasno diši. Ja. A bi lahko še enkrat povedali, kaj vse imamo? Tako, tu danes smo predstavljeni? pripravili krškopoljskega pujsa, in sicer hrbet, začinjen z koriandrom, kominom, timinom in pa gorčičnimi semeni, kot priloga zraven krema sladkega krompirja, ocvrta polenta in pa zelenjava, pečeno korenje, ohrovt, tako da vsem gledalcem želim dober tek. Ja, dober tek, upam, da bodo tudi sami poizkusili kaj takega narediti doma ali pa podobnega, kaj ne?
Vendar vsak nasvet prav pride, povedali ste tudi, kako biti pozoren, ko speče meso, pa še kaj drugega, vedno jim bomo našli še kak nasvet, kaj ne? Definitivno. Ja. Kulinarika, kuhinja, ena živa stvar, vedno se kaj novega odkrije. Priporočam pa poslušalcem oziroma gledalcem, naj kuhajo, naj probavajo. Nikoli v prvem poskusu ne uspe. Vztrajnost, ljubezen tega poklica rodi vedno dobre sadove. Torej, eksperimentirati je treba in koristiti lokalno. Definitivno. Sicer smo danes pripravljali, bom rekel, posavsko jed, kljub temu, da smo na zagorski strani oziroma v Zasavju. Tudi zasavsko kulinarika je bogata. Mislim, da imamo kar nekaj paradnih jedi, s katerimi se radi predstavimo slovenskemu prostoru ali pa svetu, tako da tudi to ni zanemarljivo. Pa tudi sicer večkrat pripravljate zasavske jedi? Da, obvezno. Se mi zdi, da z tujci oziroma turisti, ki prihajajo v Slovenijo, oni ne iščejo dunajskega zrezka ali pa pice, oni iščejo pristnost kraja in mislim, da kuhinja pokaže, kakšen je utrip tega kraja v Sloveniji oziroma v tistem danem kraju, v katerem se nahajajo. Seveda so naše mamice in babice nekoč morale biti prave mojstrice, da so iz malo naredile veliko pa okusno. Tudi trend, bom rekel, svetovne kulinarike, manj je več. Manj je več, iščemo dober okus živila, kot smo že prej omenili, da iščemo lokalce, pridelovalce in mislim, da se to vrača nazaj v kuhinjo in da ne poškodujemo okusa, ne dodajamo preveč začimb in ohranimo pristnost zelenjave, mesa, mleka, sirov, skratka, sestavin. Torej bolj prvinski okusi, kaj ne, da se čim bolj ohranijo? Ja, obvezno. Da ni velikih sprememb, seveda, ker s toplotno obdelavo se marsikaj lahko poškoduje, da tako lahko rečem. Izboljšamo, lahko pa uničimo. Zato so ti postopki strogo nadzorovani, dostikrat verjetno zasledite temperatura takšna ali drugačna, mogoče tudi to kuhanje v vakuumu, sous vide, to zdaj je zelo moderno, kajti ko živilo zapremo v vakuumsko vrečko in ga kuhamo na nizki temperaturi, tam definitivno ostane vse, kar je v mesu oziroma v določeni sestavini pristnega in ohranimo dejansko okus. Zdaj pa, če nekdo ima pač, no tako, za danes smo vam pripravili tole predpustno jed, ki tako lepo izgleda. Zahvaljujem se Dejanu in upam, da se kmalu spet vidimo. Sem prepričan, enako tudi vam, hvala za vabilo, vsem poslušalcem, gledalcem pa dober tek. No, čeprav je vajina kuhinja precej oddaljena od našega studia, je tudi pri nas kar zadišalo po vajinih dobrotah. Upamo, da bomo tudi mi deležni kakšnega grižljaja v studiu. Da pa po tako dobrem in obilnem obroku ne bomo kar obsedeli, bomo kurili kalorije tudi v športni rubriki z našim sodelavcem Davidom v športnem studiu. David, pozdravljen. Pija Lana, hvala za besedo. Najprej gremo na rokometne parkete. V prvi ženski rokometni ligi so odigrali tekme 12. kroga. Za presenečenje so poskrbeli rokometašice Ljubljane, ki so v dvorani na Kodeljevem z 28-25 premagale tokrat razglašene Zagorjanke. Slednje so dobile prvi polčas z golom prednosti, v nadaljevanju pa jih je presekal rdeči karton Nataše Ljepoje, ob Piji Hren in Jani Rebolj, najboljše strelke ekipe. Zagorjanke so kljub porazu ostale na drugem mestu prvenstvene lestvice. Po zimskem premoru so se na igrišča vrnili rokometaši v prvi B ligi, na sporedu je bil 14. krog. Trpavljski Rudar je gostil Slovenjgrajčane, ki sodijo v najožji krog kandidatov za napredovanje, vodi pa jih Uroš Šerbec, pomočnik selektorja slovenske reprezentance. Čeprav brez prvega strelca Jana Hočevarja se knapi niso ustrašili nasprotnika in na koncu ob navdušenju kakšnih 200 gledalcev zmagali 37-31. Novinec Staš Kocijančič je bil z 9 zadetki prvi strelec domače ekipe, za katero sta Luka Lenart in Jan Setnikar prispevala 8 oziroma 7 golov.
Mi smo bili z našo kamero na Dolu, kjer smo spremljali trnovo pot domačih rokometašev do načrtovanih točk. Dolani so v lokalnem derbiju gostili sosede iz Radeč, ti so izčrpani klonili šele v končnici tekme, ko so domači le kronali vse napore in slavili 26-24. Klemen Brile je bil z 9 zadetki daleč najbolj razpoložen igralec v ekipi novega trenerja Aleša Sirka. Težka tekma, ampak tisto, kar je bilo pomembno, to sta 2 točki. Vaša ocena srečanja? Ja, sigurno, tako kot ste rekli, težka tekma, pričakovano. Radeče, ne glede to, da so malo številčni, so pa zelo izkušeni. No. In pač igrajo tak način, ki mogoče nam tudi najbolj ne odgovarja. Ne. Mi smo bolj tak, poskušamo za neko agresivno obrambo ustvariti. No. Ni nam uspelo to prvi polčas. Drugi polčas je bilo pa to že na nekem nivoju, no. In na tem bomo tudi gradili. Za naprej, no, da to podaljšujemo, da pridemo res do 60 minut, res take kvalitetne obrambe, pa da začnemo dosegati čim več lahkih zadetkov. No. Naslednja tekma je težko gostovanje v Slovenj Gradcu. Definitivno, to je še ena rokometna sredina, slovenska, zelo poznana, tako da mi gremo gor sigurno po zmago, bo pa vsekakor težko, tako kot vsako srečanje. Mislim, da ni nobenega outsiderja, tudi lahko smo videli zadnjo kolo doma, ne, lanski del, kako se to izide. Tako da maksimalno vsako tekmo po tekmo, pa bomo pa navideli na koncu. Vodeči Sviš iz Ivančne Gorice je gostoval v Črnomlju in brez težav zanesljivo zmagal z 29-23. Jaka Ferkulj s 6 in Luka Zafran s 5 zadetki sta bila najboljša strelca v gostujoči ekipi, kjer se je med strelcev pisalo kar 10 igralcev. Bliža se konec prvega dela prvenstva v nižjih košarkarskih ligah. V 13. predzadnjem krogu vzhodne skupine 3. lige so Hrastničani v derbiju kroga gostili ekipo Nazari in po prepričljivo boljši igri brez težav prišli do 8. zaporedne zmage, s katero so si praktično tudi že zagotovili drugo mesto, ki vodi v razigravanje za drugo ligo. Najzaslužnejši za končni izid 82-70 je bil Gašper Rovnik s 30 točkami najboljši strelec tekme v dvorani na Logu, ta je zadovoljila okrog 150 gledalcev. Vedeli smo, kakšna igra nas čaka, vedeli smo, kakšna ekipa je Nazari. Dost fizična, dost močna, skočna. To smo se nekako poskušali pripraviti. Mogoče, da nam je malo vse skupaj šepalo v prvem polčasu, v drugem se je nekaj pokazala razlika v koncentraciji. Naredili smo tistih 20 točk razlike in na koncu, ja, mislim, da je nekako zaslužena zmaga. In kaj je potem odločilo tekmo? Jaz mislim, da dvig koncentracije, da smo pazili na tiste njihove prodore, na skoke, druge pozicije, se pravi na ekstra posesti žog. Tako da potem pa se pravim, spustili smo obrambo, niso več imeli rešitve in mi smo dosegali nekaj lahkih košev, tako da mislim, da se je potem tista razlika naredila zaradi tega. V centralni skupini 3. lige je Litija vnovič izgubila, tokrat je na domačem parketu po slabši igri v drugem polčasu klonila proti moštvu Enos Jesenice z rezultatom 67-84 in ostala v spodnjem delu razpredelnice. Predzadnji krog so odigrali tudi v 4. ligi. Košarkarji Zagorja, ki so si že zagotovili mesto v razigravanju za napredovanje, so se z gostovanja v Dravogradu vrnili z grenkimi občutki in po besedah trenerja Sebastjana Ponjevića še pretepeni. Korosti so ob zaostanku 5 točk po polčasu na koncu zmagali z 91-70, pri čemer so zadnjo četrtino dobili za 18 točk. Blaž Božjak je bil s 17 točkami najboljši strelec v zagorski ekipi, 14 jih je dodal Žan Kos, Martin Kosin je srečanje končal pri 11 točkah. V španski Valenciji se je končala 5-dnevna dirka Volta a la Comunidad Valenciana, ki sodi v koledar evropske serije. Dobil je domačin Alejandro Valverde pred rojakom Luisom Leonom Sanchezom in dancem Jakobom Fuglsangom. Zasavski kolesar Primož Roglič je dirko končal na solidnem 6. mestu, član moštva Lotto NL Jumbo si je za zmagovalcem nabral 49 sekund zaostanka. Skakalci so se v soboto in nedeljo v Planici merili za točke celinskega pokala, obe preizkušnji je dobil domačin Anže Lanišek. Predstavnik smučarskega kluba Zagorje Andraž Pokrajec je na prvi tekmi osvojil 7., na drugi 10. mesto, njegov klubski kolega Miran Zupančič je bil na obeh tekmah 23. V skupnem seštevku celinskega pokala, v katerem vodi Nejc Dežman, je Zupančič na 30., Pokrajec pa na 34. mestu. Za konec še novica iz Kegljaških vod. V preloženi tekmi 12. kroga moške prve B lige je trboveljski Rudar v gosteh z izidom 6-2 ugnal vodilni Kranjski Triglav in Gorencem zadal šele njihov prvi poraz v sezoni. To je bilo vse v športnih novicah, Merica Dobrega se nadaljuje po oglasih.
Postanite z nami vidni tudi vi. Oglaševanje na ETV 03 56 57 150. V primeru zdravstvenih težav se splača imeti zanesljivega partnerja. Sklenite zavarovanje s specialisti, saj vas hitro popelje od prvega pregleda do diagnoze in obravnave. S klicem na Halo zdravje pa si zagotovite hiter in enostaven dostop do zdravstvenih storitev. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. Spet ni več pametnega po televiziji. Jaz porabim hitrejši internet, ker tale toliko počas loada. Dragi, spet ne dela telefon, jaz ga porabim. Ok, pa najbolj, da naročimo enega Evaja trojčka, ne? Bo kar takoj poklical. Evaja trojček, najboljša izbira za vso družino. Internet, televizija in telefonija na enem mestu. Evaja, z vami že več kot 50 let. Restauracija in pizzerija Naš hram. Ne dovolite, da vam to ime ostane nepoznano. Pričakujejo vas z velikim in urejenim parkiriščem, lepimi prostori in v toplejših dneh z lepim vrtom ob samem gozdu malo nad Kisovcem. Zagotovo se boste zazrli proti Kisovcu in skakalnicama v bližini. V restauraciji lahko postrežejo do 45 gostov, na vrtu je prostora še za 50. Zadešali vam bodo njihove pice iz krušne peči, kar 22 vrst jih pripravljajo, ki že dobivajo sloves najboljših in najokusnejših v Zasavju in ostale dobrote njihove kuhinje. Še posebej so ponosni na hišni specialiteti, svinjsko ribico, pocesarsko in ploščo hram. Te vzbujajo ne le okusne, ampak tudi na videz privlačne solate. Za sladokusce bogat izbor sladic, ki jih pripravljajo sami. Naj omenimo le nekatere. Slastna hramska višnjava in kremna rezina ter vedno dobrodošle palačinke. Vsakodnevno pripravljajo okusne malice, s katerimi postrežejo med 9 in 12 uro. Tudi žeje ne boste trpeli. Poleg brezalkoholnih pijač nudijo bogat izbor izvrstnih vin. Vabijo vas s prijaznostjo in gostoljubnostjo, same ali v družbi, za večje družbe, ki želijo malo intimnosti, bodo poskrbeli v posebni sobi. Danes in jutri restauracija in pizzerija Naš hram Kisovec.
Kdor prej pride, prej pomaga. Hitra in učinkovita avtomobilska asistenca s prijavo asistenčnega primera tudi prek aplikacije. Zavarovalnica Triglav. V oddaji Mirica dobrega bo vsak teden, ko bomo skupaj, na sporedu tudi rubrika Torkov gost. In kot se za prvo snidenje spodobi, je danes z menoj v studiu direktor televizije ETV Boštjan Vidmar. Boštjan, pozdravljeni. Pozdravljeni, dober dan, hvala za vabilo. V prijetnem studiu, vidim, ste ga zelo lepo uredili. Ja, o novostih in o vsem, kar se tiče sprememb na televiziji ETV, bova danes spregovorila, pa vendarle je zgodovina naše televizije tako dolga in tako pestra, da je dobro, da jo malce osveživa. Kdaj se je zgodba o televiziji ETV pravzaprav začela in kako je bilo z vašo vlogo na začetku? Ja, začetki televizije ETV segajo na Izlake, kjer sem doma in kjer smo eni prvi v Sloveniji zgradili kabelsko razdelilno omrežje za Izlake. In tam se je pojavila potem ideja, da bi v tem omrežju imeli seveda tudi svoj lokalni program. To je bilo leta 1992, spominjam se, takrat so bili referendumi in pa volitve, ki smo jih že prenašali na naši televiziji. Potem se je pa naše omrežje širilo in z njim je tudi televizija pokrivala čezdalje večje področje, tako da je potem televizija ETV začela delovati iz te lokacije v Kisovcu leta 2005, pred 13 leti. Pravijo, da je treba iti v korak s časom in tisti, ki nas redno spremljajo, vedo, so opazili, da se je tudi tehnična oprema na televiziji ETV v zadnjem času korenito spremenila. Kdaj se je začelo razmišljati o prenovi in kaj se je pravzaprav konkretno zgodilo? Gledalci poznajo končni odtis, končno prenovo, vse skupaj pa je trajalo nekaj časa. Kaj se je pravzaprav dogajalo in kaj se je zgodilo v tej prenovi? Ja, 13 let je bila televizija ETV z svojo stalno opremo, brez posodobitve. In kot direktor sem si želel, da bi se naredil preskok. Se pravi, potrebna je bila sprememba tehnologije iz analognega v digitalno montažo. Vendar potreben je bila najprej ideja v glavah in pa sprememba pri ljudeh. To se je zgodilo konec lanskega leta, tako da k nam je prišel nov sodelavec Domen Šergan, ki je odgovoren za tehniko in realizacijo programa. Poleg njega je Anja Šircelj. In njima sem zaupal, da lahko v to investicijo, v posodobitev opreme vložimo in gremo, in to je bilo potrebno. In zdaj imamo digitalno platformo, kar pomeni, da je slika veliko lepša. Kar je pa še pomembnejše, je pa to, da je veliko enostavnejše delo in pa nove možnosti, ki se nam zaradi tega odpirajo. To je recimo današnja oddaja, ki jo gledalci v tem trenutku spremljajo, in videli so, da smo se že javljali s kamero iz terena v živo preko interneta. S tem bomo nadaljevali. Poleg tega so sedaj, ko imamo digitalne signale, enostavne možnosti uporabe mobilnih naprav. Še naprej bomo razvijali, da bomo najnaprednejši v tej tehnologiji in uporabljali tudi mobilne telefone, ki se zdaj lahko uporabljajo, in pa povezovali in našo kabelsko televizijo z internetnimi storitvami in pa Facebookom in pa s temi storitvami, ki jih uporabljajo mladi
mlajši gledalci, kajti zavedamo se, da mlajša generacija televizijo gleda manj, ampak njim se bomo približali skozi te nove storitve, ki jih pa oni uporabljajo. Ker naša nova oddaja Merica dobrega poteka v živo, lahko vanjo vključimo tudi gledalke in gledalce od vse povsod, od koder nas spremljajo. Zato vse tiste, ki bi imeli kakršnokoli vprašanje za našega gosta, danes za direktorja ETV-ja Boštjana Vidmarja in v prihodnosti za koga drugega, vabimo, da nas pokličete na telefonsko številko 03 56 57 177. Če vas bo kaj zanimalo, bomo poskušali biti čim bolj aktualni in vas vabimo, da nas pokličete. Nekdo je že z nami. Dobro jutro želim. Dober dan, Iztok, tukaj sem pa eno vprašanje v zvezi z vašo televizijo. Izvolite. Ali bo vašo televizijo tudi treba plačevati, ko moramo plačevati vse ostale slovenske televizije? Hvala za vprašanje. Boštjan, kako je s plačilom? Ja, zelo zanimivo vprašanje našega gledalca. In pa aktualno, seveda. Kajti mi kot kabelski operater moramo dejansko za vse programe, ki jih vključimo v naš kabelski sistem, plačevati avtorske pravice oziroma da z njimi sklenemo, da od njih dobimo dovoljenje, pristojbino. In zanimivo, tudi slovenski programi, ki se do pred nekaj let niso plačevali, so sedaj postali najdražji programi. Je pa tako, da ti programi imajo monopol na medijskem področju v Sloveniji in kabelski operater te velike programe zelo težko izključi iz svojega omrežja. Tako da smo nekako operaterji stisnjeni v kot. Mi zaradi gledalcev, da smo aktualni program, moramo vključiti, ceno nam pa lahko, bi rekel, ta ponudnik velikih televizij skoraj izsiljuje. Nažalost smo mi kot televizija ETV, smo kabelska televizija, vendar naša gledanost še ne dosega, bi rekel, takšnih rejtingov, kot jih ima konkurenca, velike televizije. Tako da mi smo srečni, če nas kabelski operater sploh vključi v svoje omrežje. In moramo za svoje finance poskrbeti kar sami. To nam pa uspe z veliko podpore lokalne skupnosti. Tukaj imamo zelo razumevanje naših občin v teh 3 zasavskih občinah, v katerih primarno delujemo, v 3 krasnih, se pravi v občini Zagorje ob Savi, občini Trbovlje in pa občini Hrastnik. Potem z letošnjim letom nam je uspelo tudi podpisati novo pogodbo z občino Litija. Prav tako sodelujemo z občino Ivančna Gorica. Naš signal je pa tudi v kabelskem omrežju v Medvodah, kjer upravljamo kabelsko omrežje. Vendar program za Medvode mi ne ustvarjamo v našem studiu, kajti gor v Medvodah imajo svojo lokalno televizijo, TV Medvode. Če pa še naštejem ostale sisteme, kjer je možno spremljati naš signal, med zanimivimi so omrežje Radeče, Sevnica, potem Kamnik in pa tale omrežje, seveda signal v kabelskem omrežju Telemacha. Gledalca, ki naj jo je poklical iz Medvod, imava še vedno na telefonski zvezi. Bi še kaj dodali k temu, kar je gospod direktor povedal? Ne, samo to me je zanimalo, glede na to, da vem, da je težko preživeti, ker smo prejšnji teden poslušali, da so neki lokalni mediji napadali ministra za kulturo, da pač lokalne televizije. Kaj misli, da nas to vse skupaj vodi v ukinjanje lokalnih televizij, če pač ministrstvo sploh ne razmišlja več o lokalnih medijih, radijskih postajah, televizijskih postajah, pa seveda o tem, da bi sploh kakšen evro dali zraven za take programe.
Hvala lepa za to, ker ste se oglasili v našo oddajo v živo. Boštjan, dodatnega plačila ne bo potrebnega, signal ETV-ja bo v shemi vsakega ponudnika, tako da se ni bati za naše gledalke in gledalce. Vsi bomo lahko program ETV-ja prosto spremljali. Preden nadaljujeva pogovor, pa predlagam, da si privoščimo malce glasbe in sicer bomo zavrteli videospot ansambla Saša Avsenika z naslovom Morda pa nekoč. Zvonovi se oglašajo, spet praznik je, lepo pojo, spomini se, zdaj vračajo, ko skupaj vsi ob tebi srečni smo bili. Nikdar te ne bom pozabila, spomini mi lepšajo dan, te vedno ob sebi čutila, kot sem takrat tvojo dlan. S teboj bi v neskončnost letela, ko spomnim se tvojih besed. Nikoli ne veš, rekel si ti, kdaj se spet srečamo mi. Ko zapihlja, ko zašumi, kot vetrič me božaš ti, brez tebe je zdaj prazen dom, a jaz sem vedno ostala tvoja punčka moj. Nikdar te ne bom pozabila, spomini mi lepšajo dan, te vedno ob sebi čutila, kot sem takrat tvojo dlan. S teboj bi v neskončnost letela, ko spomnim se tvojih besed. Nikoli ne veš, rekel si ti, kdaj se spet srečamo mi. Spomnim se tvojih besed, nikoli ne veš, rekel si ti, kdaj se spet srečamo mi. Morda pa morda pa nekje se srečava tudi midva.
Boštjan Vidmar, v prvem delu najinega pogovora sva govorila o zgodovini, kako se je vse skupaj, kar se tiče televizije, začelo in nadaljevalo, in omenila sva tudi tehnično podporo oziroma opremo, ki se je na televiziji ETV korenito posodobila. Verjetno pa s posodobitvijo opreme pride na vrsto tudi posodobitev programa. In ena izmed teh posodobitev je gotovo tudi naša zdaj že redna torkova oddaja Mirica Dobrega. Kaj načrtujete, kako ste si zamislili spremembe po programski poti? Po programski poti smo z novim letom najprej smo omejili zavestno programsko ponudbo na 3 naše avtorske oddaje na teden. In te oddaje so ostala športna oddaja Skok v šport v sredo, potem Gost tedna v četrtek in pa zelo gledana in vsem znana informativna oddaja 7, ki je ob petkih. Poleg tega uro začetka naših oddaj smo premaknili na 18. uro in vse oddaje se začnejo ob 18. Je pa potem še ponovitev ob 20. uri in pa zvečer ob 22. uri. Sedaj je oddaj manj, vendar načrtujemo in s to oddajo, kot si omenil, smo že dodali še eno torkovo oddajo, ki se snema zjutraj v živo in se bo tudi potem popoldne ponovila. Poleg te oddaje bo pa še druga oddaja, ki bo potekala v živo iz Sedmice, bo pa glasbena tema z glasbenimi gosti. Ta oddaja bo pa na sporedu ob sredah zvečer in ko bomo s to oddajo pričeli, se bo pa oddaja Skok v šport premaknila na ponedeljek. Tako da v končni fazi, v roku enega meseca, bomo imeli 5 avtorskih oddaj, vsak dan svojo oddajo. Zelo pomembno je tudi, da vse te oddaje mi sedaj napovedujemo najmanj en teden naprej na naših videostraneh med našimi spoti, tako da gledalce informiramo pravočasno, da se lahko pripravijo in čakajo na te naše oddaje, kajti mi se trudimo s ustvarjanjem tega programa in res bi radi, da nas spremljajo in da ne grejo te oddaje kar mimo njih. Nekaj obrisov smo izvedeli, pustimo pa se presenetiti, ko bo vse, kar ste povedali, tudi vidno na programu televizije ETV. Ja, jaz sem zelo vznemirjen in ponosen na mojo ekipo in vesel, da nam je uspelo. Mi smo imeli idejo v decembru, da bomo tole oddajo naredili. Zdaj pa je dober mesec, še ne 2 meseca in prišlo je do realizacije te oddaje, ki je izredno zahtevna. Pri tej oddaji sodeluje 12 sodelavcev, da tale program danes lahko poteka v živo z 2 voditeljema, odzadaj režija, Anja in Domen. Tako da res zelo sem ponosen in to so spremembe, ki so, bi rekel, kar korajžne za celotno ekipo in hvala vsem, kajti brez uigranosti tega ne bi mogli doseči. Še en telefonski klic bo vas sprejela. Dobro jutro, kdo je z nami? Ja, dober dan, tukaj pa Barbara, jaz pa kličem iz Zagorja. Trenutno sem malo prehlajena, pa imam malo čuden glas. Lepo vas slišimo. Ja, hvala. Jaz bi pa rada pohvalila vašo športno oddajo na ETV. Hvala lepa. Ja, sem opazila, da imate ogromno razliko, pozitivno od prej. V bistvu mi je zelo všeč in jo redno gledam ob sredah, ob 6. uri. Voditelj je tudi nov? Ja, imate novega voditelja, sem opazila, pa tudi novo sceno. Tako da le tako naprej. Super ste. Ja, najlepša hvala. Hvala za lepe besede. In tudi to je sedaj možnost, ki jo nam nova oprema omogoča, se pravi, kot je omenila naša gledalka, ta virtualni studio, ki je iz našega majhnega studia naredil res takšnega, kot je na večjih televizijah
in je zelo dopadljivo za gledalce in za gledanje. In ko nas takole gledalci pohvalijo, je to vedno dobro slišati. Mi bomo odzivni za vse pohvale, za vse kritike, tako da dobrodošli, da sodelujete skupaj z nami. Vsak torek v oddaji Mirica dobrega bomo vzpostavili tudi stik z vami. Direktor, ob koncu današnjega pogovora še sklepna beseda, sklepno dejanje, kaj bi rekli? Ja, imam jaz eno majhno presenečenje tudi za vas. Kot sem rekel, odlična ekipa smo in rad bi, da za tale uspešen štart in za srečo in uspešno delo za naprej nazdravimo vsi skupaj. Imam tukaj eno penino in da jo odpremo in če lahko date tudi kamere na total, pa da vsi skupaj tole, če mi malo pomagaš kozarčke prijeti, pa še pija, če se nam lahko pridruži. To je pa lepa gesta. Bomo poskušali mi zdaj tole, če nam bo uspelo na hitro. Sam moramo paziti, ker smo v studiu in nad nami so luči, da ne bo tale zamašek kam odletu. Bomo s penino sreče poskušali sezono. Opa, to je bilo pa kar močno. Smo pa dober, ker ste zdaj tole našo oddajo. Takole. Kozarci so napolnjeni. Tukaj na kakšni dirki. Boštjan, na uspešen začetek nove sezone oddaj Mirica dobrega, na voditeljico Pijo in na celotno ekipo omenili ste, da jih je več kot 10. Na zdravje. Ja, na zdravje. Na zdravje. Na zdravje. Tako, to rubriko, ki se imenuje Torkov gost, pa bomo sklenili s še eno zelo zanimivo skladbo. Pustite se presenetiti, potem pa jo še malo pokomentiramo. Hvala, ker ste v naši družbi. Zjutraj prva misel si po tebi postelja diši, da ob tebi se zbudim, si zopet zaželim, da sladek tvoj poljub spet dobim. Po tebi želja vre, kriči moje telo si te želi, ko sam sem v temi, slutim, da blizu si. Sanjam, da spet skupaj sva in zvezde štejeva. Sanjam, da jadrava v hladni noči pod luči neba. Zjutraj prva misel si po tebi postelja diši, ko sam sem v temi, slutim, da blizu si. Sanjam, da spet skupaj sva in zvezde štejeva. Sanjam, da jadrava v hladni noči pod luči neba. Pominiš mi vse, kar lahko želi srce, nikomur te ne dam, zavidno moje si dekle. Sanjam, da spet skupaj sva in zvezde štejeva. Sanjam, da jadrava v hladni noči pod luči neba. Sanjam, da zdaj srečna sva, mladi srci v nama združiva. Postanite z nami vidni tudi vi. Oglaševanje na ETV. 03 56 57 150. V podjetju EVA Elektroprom izdelujemo 100% smrekove pelete, kakovostni razred 1. Pri nas lahko pelete kupite v 15-kilogramskih vrečah. Pohitite z nakupom, da vas mraz ne prehiti.
Že od malega hitiš naprej, za naslednji zavoj, za naslednji preboj. A kmalu spoznaš, da do uspehov ne moreš sam, da je dobro prisluhniti tudi drugim, tistim skrbno izbranim. Tistim, ki ti pomagajo odkriti meje mogočega in jih s teboj presegati. Tistim, ki ti stojijo ob strani, z nasveti, zaradi katerih lahko postaneš boljši, najboljši, pripravljen na vse, kar sledi. S sodobnimi bančnimi, naložbenimi in zavarovalniškimi storitvami na enem mestu. NLB, za vse, kar sledi. Vedo, on tudi rab vinjeto. Pa še za ston dobi poln tank. A ker je bil toliko priden? Ker ima avto zavarovanje pri Triglavu in elektriko pri Petrolu. Vinjeta na Petrolu in avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav prineseta do 30 € brezplačnega goriva. Odjemalcem Petrol elektrike v tej akciji pa vse do 60 €. Več na triglav.si in petrol.si. Gostišče Trojane je gostišče s tradicijo, ki je nastalo iz dobre stare gostilne. Gostom so namenjeni obširni parkirni prostori tako za avtomobile kot avtobuse. Sloves Trojan je tudi preko meja ponesla znamenita slaščica Trojanski krof. Krofe pečejo že od leta 1961 dalje. Trgovina s slaščicami je založena tudi z drugimi sladicami, od kremnih rezin, tortic, gibanic, keksov in domačih potic. Pripravijo izvrstne jedi, med katerimi izstopajo slovenske specialitete, ki navdušujejo tudi najbolj zahtevne goste. Z njimi vas bodo postregli v stari in novi restavraciji in prav v tej je posebno prijetno posedeti ob dobri hrani in uživanju v razgledu po okoliških hribih. Še lepši pa je razgled iz vrhnje terase. Vsak dan pečejo domač kruh, več vrst ga imajo, kupite pa ga lahko v njihovem dobro založenem minimarketu, v katerem bo zagotovo vsakdo našel nekaj zase. Kdor prej pride, prej pomaga. Hitra in učinkovita domska asistenca s prijavo škodnega primera tudi prek aplikacije. Zavarovalnica Triglav. Dragi, mene tako zeba, daj me stisni in pogrej. A teno, draga, se so na mojstri od EVJ zmontirali klimo, klima tudi greje. Na EVJ poznajo pogret. Če večkrat zebe tudi vas, oglasite se pri nas. EVJ Center Kisovec. Nakup in montaža klim kjerkoli in kadarkoli. Pozdravljeni nazaj. Tole so bili navihani muzikanti in njihova skladba Sanjam te. Seveda v merici dobrega ne bomo pozabili na vse vas, ki radi izveste tudi nekaj novega in kaj koristnega. Zato bomo v našo vdajo vsak teden povabili strokovnjake iz različnih področij. Danes bo nasvete in izkušnje z vami delil Borut Novšak, vodja oddelka za daljinsko ogrevanje. Lepo pozdravljen, gospod Borut Novšak, v našem studiu. Se pravi, danes bova govorila o toplotnih črpalkah. Ja, res je. In se pravi, za ogrevanje so trenutno zelo zanimive, tako da vas bom najprej vprašala, katere tipe toplotnih črpalk prodajate? Ja, poznamo 3 tipe toplotnih črpalk. Ena je zrak-voda, to je voda-voda in pa zemlja-voda. Mi načeloma delamo z vsemi, največ se pa prodajajo toplotne črpalke zrak-voda. Se pravi, čisto na hitro, kaj je razlika med njimi, kako katera deluje? V bistvu
Razlika je ta, odvisno, kje zajemajo mediji. Zrak, voda je zrak, zemlja se položijo cevi v zemljo, voda je pa voda iz podtalnice, na to pa se s tem v bistvu delamo to. Se pravi, da nam še povejte, katere črpalke, se pravi toplotne, se največ prodaja, zakaj se ljudje najbolj odločajo? Ja, največ se prodajajo zrak, voda, prav zaradi cene. Tako da, pa tudi sama, tako kot sem rekel, investicija je najmanjša in tudi sam poseg v samo hišo ni tako velik. Koliko pa lahko prihranimo z toplotnimi črpalkami? Načeloma je tako, če se prej sami stroški ogrevanja z kurilnim oljem se nekako razpolovijo z toplotno črpalko. Kaj pa elektrika, se pravi toplotna črpalka porabi nekaj elektrike? Ja, načeloma je ta COP, ta letni izkoristek je nekako tam okrog 3 do 4, se pravi 1 kW elektrike, 4 kW toplotne energije. Kaj pa subvencije? Je možno za vgradnjo toplotnih črpalk pridobiti kakšne subvencije in kako, na kakšen način? Ja, obstajajo subvencije Ekosklada, katere so letos prišle predvsem tukaj za območje Zasavja na zelo visoko vrednost, to je okrog 50% investicije oziroma maksimalno 3200 evrov s pogojem, da odstranimo staro kurilno napravo. Poleg tega so pa še tukaj subvencije občine Zagorje ob Savi, ki pa ob odstranitvi kotla na trda goriva da še subvencije v vrednosti 1250 evrov, se pravi vse skupaj okrog 4500 evrov je možno dobiti teh subvencij. Tako da to je res, ta zdaj moment je zelo, zelo ugoden. Se pravi, kako pa lahko gledalci pridejo do teh subvencij? Je potrebno kaj izpolniti? Kam naj se obrnejo? Obrnejo se lahko do nas. Mi bomo pač ves ta postopek vodili, pomagali strankam. Tako da same vloge se pa dobijo na spletni strani Ekosklada. Ampak tako kot sem rekel, stranka lahko pride do nas in mi bomo pomagali pri tem postopku. Ok, super. Se pravi, vemo, da je trenutno še zima, ravno je zapadel sneg, tako da ali se je trenutno tudi kaj povečalo tole povpraševanje po toplotnih črpalkah? Ja, tako kot sem prej omenil, je ta moment sedaj zelo močan, tako da mi rečemo na mesec prodamo okrog, bom rekel, tam okrog 8 do 10 toplotnih črpalk. Tako da to je zelo, zelo dober moment. Bliža pa se tudi čas poletja, pomladi, se pravi, toplotne črpalke lahko poleti tudi hladijo? Lahko hladijo, vendar pod pogojem, da nimamo radiatorjev, da imamo, se pravi, v hiši konvektorje. To pa nima veliko hiš, predvsem nove hiše imajo to, tako da v teh primerih je pa ni tega, v glavnem imajo sam za segrevanje hiše. Kaj pa klimatske naprave? Ponujate pri vas tudi Tudi ponujemo klimatske naprave. Se pravi, zdaj prihaja čas poletja, ker bo to bolj interesantno. Tako da načeloma dobijo pri nas vse stranke. Koliko prej pa se morajo najaviti, ker vem, da ko je poletje, je zelo težko dobiti kakšnega serviserja, da vam klimatsko napravo sploh pritrdi. V bistvu se začne tam nekje maja, konec aprila, maja se začnejo te stvari odvijati. Tako da takrat je res huda gneča, rečemo tam okrog 14 dni se čaka, tako da dobro je, da stranka prej poskrbi za ta servis, da ni potem te... Kako pa je z vzdrževanjem in z servisi pri klimatskih napravah oziroma ali pa pri toplotnih črpalkah? Ja, pri vseh je dobro, da stranka naredi tako kot avto in vse te stvari, da se vsako leto naredi ta servis, da se pogleda, če je dosti plina noter, da se očisti zadeva, tako da vsako leto je to res. Ker s tem se tudi podaljša življenjska doba in tako naprej. Se pravi, čiščenje klimatskih naprav priporočamo vsako leto, nek preventivni pregled. Polnjenje plina pa ni ponavadi potrebno vsako leto. Ne, takrat se naredi, vidi se, koliko je plina in na podlagi tega se na to, ali se polni ali ne.
Okay. Sedaj pa mi samo še za konec povejte, kje vas lahko stranke najdejo? Stranke nas lahko najdejo v EVJ centru, oziroma lahko mi pišejo na moj e-mail borut.novsak@elektroprom.si oziroma me pokličejo na mojo direktno številko 03 56 57 153. Najlepša hvala za vse informacije. Upam, da je bilo za naše gledalce in poslušalce koristno. Tako da, izvedeli smo nekaj o toplotnih črpalkah, sedaj pa vas prepuščam našim oglasom. Tudi kam najlepše ta teden boste izvedeli pri nas. Že danes se bo na našem Facebook profilu pojavilo nagradno vprašanje, na katero boste pod komentar lahko zapisali pravilen odgovor. V komentarju boste torej zapisali ta odgovor in že v naslednji oddaji bomo izžrebali nagrajenca, ki bo za nagrado prejel vstopnico za Kino Trbovlje. Pa poglejmo, kaj se bo ta teden v Kinu Trbovlje vrtelo. Nocoj ob 20. uri bodo predvajali film Pokliči me po svojem imenu. V sredo ne bo kino predstav, v četrtek bodo predvajali družinski film Zabava na podeželju in premierno tudi film 50 odtenkov svobode. Z enako ponovitvijo tudi v soboto in nedeljo. V petek pa bodo vrteli zgodovinsko akcijsko dramo 12 pogumnih. In 8:15 zvečer bodo ponovili 50 odtenkov svobode. Za konec oddaje pa si poglejmo še, kaj se bo dogajalo po Zasavju. Zavod za šport Zagorje ob Savi v sodelovanju z občino Zagorje ter mojstri drsanja Lucky Luka organizira brezplačne tečaje drsanja, ki bodo v mesecu februarju potekali na zagorskem drsališču Ledenka, in sicer ob naslednjih nedeljskih dopoldnevih, zdaj še 11. in 18. februarja.
Jutri ob 18. uri bo v avli kulturnega centra DD Zagorje pregledna razstava ustvarjalcev fotodruštva Goga Zagorje. V četrtek, 8. februarja, pa bo v Zagorju slavnostna akademija ob kulturnem prazniku, na kateri bodo podelili tudi plakete in priznanja doktorja Slavka Gruma. V soboto ob 14. uri pa ste vabljeni na veliki pustni sprevod. Poglejmo še v Trbovlje, kjer se bo v nedeljo sprevod pustnih mask zgodil s kurenti, Mojco in Kaličopkom od parka do trga pred Delavskim domom. V Hrastniku bo jutri ob 19. uri proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Vabljeni pa tudi v Litijo. V soboto bo tam veliki pustni karneval, ki ima, kot veste, 170-letno tradicijo. Do takrat pa bo v Litiji tudi drugo pestro pustno dogajanje. Med drugim tudi tekmovanje za najpustni krov, prevzem pustne oblasti, otroški pustni živžav, karnevalska povorka in ples z Modrijani. Tako, pa smo prišli do konca naše prve oddaje Mirica Dobrega. Srečevali se bomo vsak torek zjutraj od 8. ure naprej. Pija Lana in Tomaž bova izmenjaje vaša dobra družba. Ta teden je malce poseben, ker bomo v četrtek zaznamovali tudi kulturni praznik, ki je pri nas dela prost dan. Dejavnosti načrtujte tako, da boste v njih uživali. Tako je. Naj se po jutru dan pozna. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Bodite dobro in se spet srečamo prihodnji torek zjutraj.